Z nedavno sprostitvijo švicarskega franka so se občutno podražila posojila v švicarskih frankih. Pri nas je teh posojil za približno 800 milijonov evrov, ima pa jih približno 10 tisoč ljudi. Glede na aktualna dogajanja na denarnih trgih, za zdaj nič ne kaže, da bi se švicarski frank lahko zelo kmalu pocenil in da bi lahko se tudi ta posojila pocenila. Zato je gost današnjega Delovega studia Boštjan Krisper iz Zveze potrošnikov Slovenije. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Gospod Krisper, verjetno se na vas v zadnjem tednu obrača veliko kreditojemalcev, ki imajo posojila v švicarskih frankih. Kaj jim svetujete? Položaj teh kreditojemalcev je verjetno različen glede na to, v kakšni fazi odplačila so tega posojila. Tako je. Moram reči, da odziva potrošnikov je ogromno. Zelo veliko potrošnikov se obrača na našo svetovalno pisarno, prosi za pomoč, prosi za nasvete. Kakor ste rekla, problem je v tem, da kakšnega enotnega nasveta trenutno ne more biti, ker je situacija še zelo nejasna. Obenem so pa situacije potrošnikov zelo različne. Potrošniki se razlikujejo po tem, koliko let mora zdaj ta kredit še odplačevati, kakšna je njihova kreditna sposobnost, kako bodo prenesli, recimo, če do tega pride, da se bo njihov kreditni obrok zvišal. Obenem pa je tudi zelo nejasno, kaj se bo dogajalo. Ko ste sama rekla, frank v zadnjem tednu izredno močno niha, nemogoče reči, kje bo naslednji teden v primerjavi z evrom, še manj pa kje bo v naslednjih 10-15 letih. Treba vedeti, da ljudje, ki so pred recimo leta 2007-2008 najemali kredit, da so ga to najemali z ročnostjo do 20 ali pa tudi do 30 let. Se pravi, imamo tukaj en zelo dolgoročen problem, eno izredno nesigurnost na strani potrošnikov in poskušamo po svojih močeh predstavljati vse okoliščine, da bi potrošnikom dali vsa tista orodja, da bodo lahko informirano odločili in ne bodo preveč nesigurni. Kaj pa jim svetujete? Zdaj nekako, a je treba recimo hiteti s temi odločitvami, ker poleg tega, da se spremenijo ta posojila v evrska posojila, se pojavljajo tudi različne druge možnosti, ne vem, od zamenjave bank in poplačila teh kreditov do reprogramov in tako dalje. Je smiselno, da zdaj potrošniki s tem hitijo ali je bolje si vzeti nekaj časa za razmislek, da ne bi potem prišli v neke nove finančne škarje, ker vemo, da ti trgi so volatilni. Definitivno priporočam ljudem, da si vzamejo dovolj časa za razmislek, ker vsaka prenagljena odločitev je lahko zelo usodna. Pri teh stvarih je žal tudi tako, da večina teh odločitev je irreverzibilna, potem, ko enkrat potrošnik recimo konvertira kredit, ga ne more več konvertirati nazaj. To je problem. Po drugi strani je pa tukaj seveda ta nesigurnost okrog tega, kako se bo gibal frank. Ta bojazen, da če bo frank še naprej pridobival proti evru in to za dlje časa, pa seveda to pomeni nekaj, je pa to zdaj en signal, ki lahko govori za to, da potrošniki le morajo hitro ukrepati. Sprav tukaj je ena dilema, kako bi temu rekel, na več nivojih. Ampak dejansko tukaj lahko nasplošno rečemo, da potrošnik mora res čim bolj poznati vse okoliščine, obenem pa priporočamo, da čim prej pregledajo svoje finančne zmožnosti, kaj jim je pripravljena v tej zadevi ponuditi banka, zato in da ne odlašajo s tem pregledom, tako da bodo vsaj vedeli, kje so in bodo malo manj težko odločili, kaj je za njih najbolje. Zdaj, banke so se tudi že odzvale, se bankam tudi ni v interesu, da ta posojila ne bi bila poplačana. Zdaj nekako so ponujajo pretvorbe recimo teh posojil v evre, torej oziroma v posojila, v valuto, v katerih imajo kreditojemalci prihodke. Pripravljene so tudi nekako del stroškov prevzeti, ampak zdaj pričakovanja kreditojemalcev so pa tudi takšna, da recimo bi radi imeli čim manj stroškov, ampak verjetno je težko pričakovati, da bodo banke prevzele vse stroške in da nič ne bodo nosili kreditojemalci. Zdaj vemo, recimo, se opravičujem, ne vem, ena od bank recimo ponuja brezplačno konverzijo, vendarle pa recimo bo moral potrošnik pokriti recimo novo hipoteko, če ima stroške te hipoteke. Poglejte, s temi ponudbami za konverzijo ali pa za program je tako, da
recimo, v redu je, če banka potrošniku ponudi, da mu ne bo treba plačati nekaj 100 evrov stroškov, ampak treba vedeti, da je potrošnik tukaj razburjen predvsem ne zaradi teh stroškov, ampak zaradi tega, ker se njegov dolg recimo povečal za petino, recimo, da je bil dolžen 50 000 evrov prejšnji teden, ta teden je pa dolžen 60 000 evrov, če seveda ostane pri tem tečaju med frankom pa evrom, in to je tisto glavno, kar ljudi jezi, ne stroški. Ne. In jezi jih zato, ker imajo občutek, da niso vedeli, da do tega lahko pride in da imajo občutek, da so banki zaupali in da so se lahko zanesli na to, da jim bo ustrezno pojasnila, za kakšen produkt gre, ko so ga kupovali, in tudi, da jim bo sploh ponudila en produkt, ki je za njih primeren. Ne. Tukaj pa mislimo, da je srž tega problema. Ne. Na eni strani pač mislim, da lahko nasplošno že rečemo, da so pač krediti v valuti, v kateri potrošnik ne prejema dohodkov, popolnoma neprimerni za potrošnika, ki rešuje svoje stanovanjsko vprašanje. Se pravi, banke so tukaj prodajale produkte, ki kot skrben gospodar po našem mnenju ne bi smeli prodajati. Obenem je pa tukaj še drug problem. A so od teh produktih, ki so bili tako in tako pomanjkljivi, vsaj tako kot od njih lahko pričakujemo po zakonodaju, pa tudi v skladu z dobrimi tržnimi praksami, primerno informirali potrošnike. No, se to sem vas hotela v naslednjem koraku vprašati. Zdaj Banka Slovenije od leta 2005 opozarjala, da je manje posojil v valuti, v kateri ne prijemaš dohodkov, da so tvegana. Tudi Zveza potrošnikov Slovenije, čeprav vem, ste opozarjali na ta problem. Banka Slovenije celo bankam, ki so takšna posojila dajala, priporočila, da naj vse svoje komitente o tem obvestijo in pridobijo pisno izjavo, da so seznanjena s temi tveganji in da v nasprotnem primeru razmišljajo sicer o spremembi kredita. Zdaj, vlada je včeraj rekla, da bo še preverila, ali so banke ta priporočila tudi v resnici izvajale. Ne vem, ali ste vi seznanjeni, ali so izvajali ali ne. In če niso, kakšno pravzaprav možnost pa ima tukaj potrošnik, kot ste že rekli, Zakon o potrošniških posojilih vendarle bankam nalaga, da komitenta seznanijo z vsemi možnimi tveganji določenih produktov. Poglejte, že samo dejstvo, da je Banka Slovenije bila primorana sprejeti dodatne ukrepe, se pravi, dati dodatne navodila in priporočila bankam glede kreditiranja v švicarskih frankih, je že pokazatelj, da so sklepali, da je na trgu nekaj narobe, da se dogajajo stvari, ki niso v redu, tako za potrošnike, kot tudi za, rečemo, za stabilnost bančnega sistema. In tudi dejstvo, da so vsako leto v bistvu zaostrovali ta navodila, ta guidance za banke, v bistvu kaže na to, da očitno pač niso bile banke ali niso zadosti sledile, ali pa da očitno pač ta navodila niso bila zadosti stroga. Se pravi, že iz tega lahko sklepamo, da tukaj je nekaj narobe. Dejansko je pač nesledenje tem navodilom, pa nesledenjem določilom zakonodaje, ki tudi obstajajo in so relativno stroga, žal manj stroga kot tista od zakonodaje, ki velja danes. Te stvari je treba natančno preveriti in ravno s tem se zdaj pri Zvezi potrošnikov ukvarjamo, pač prejemamo input od naših članov, preučujemo pogodbe, preučujemo vse okoliščine in gledamo, če pač dejansko tukaj so znaki tega, da so banke zavajale oziroma da svojih drugih pač dolžnosti niso izpolnjevale. Če želite, vam dam samo par primerov za zdaj, ker pač res je žal še prezgodaj, da bi pač takšne sodbe dajali in iz tega tudi potem izpeljali ven, kaj zdaj pač najbolj za narediti, ampak opažamo nekaj že par resnih stvari. Opažamo, da v delu pogodb ni nič navedeno pač o valutnem tveganju. Se pravi, ni nobenih informacij o tem, da se potrošnik ta kredit najema izpostavlja valutnem tveganju. Zakon je recimo to predpisoval. V nekaterih pogodbah je informacija zelo nejasna, se pravi, ni zelo razumljiva za potrošnika. Veliko potrošnikov nam sporoča, da so v bistvu, da so hoteli najeti čist normalen kredit za nakup stanovanja, pa bi banka potem sama predlagala kredit v švicarjih, zato ker pač je bila njihova kreditna sposobnost relativno nizka, v tistem času so bili pa obroki švicarskega kredita ugodnejši. Se pravi, da je v bistvu banka proaktivno pač predlagala takšen kredit, da si bodo sploh lahko pač privoščili nakup stanovanja. Tretjič, zdaj pomembno so tudi okoliščine pri samem prodajnem postopku, se pravi, ne samo kaj piše v pogodbi, ampak kako je tudi bančni prodajalec zdaj potrošniku predstavil produkt. Tudi tukaj kar nekaj potrošnikov pač opažamo pritožbe, da
da jim valutnega tveganja zdaj ali niso omenili, ali pa da so jim ga omenili na način, da tukaj res ni kaj za skrbeti, ne? Da pač tečaj med obema valutama je stabilen, da ima mogoče bančni uslužbenec tudi sam ta kredit, oziroma da je cel oddelek bančnih uslužbencev te kredite najel. Se pravi, v bistvu, da so bila pogosto sporočila glede tveganja zelo, zelo pomirjujoča od strani bančnih uslužbencev, ne? Četrtič pa potem zdaj potrošniki, ko so opazili, da je začel njihov kreditni obrok naraščati, zaradi tega, ker je že leta 2009 ali 2010 tečaj začel zares spreminjati, da ko so se obrnili na banko po nasvet, kaj se zdaj dogaja z mojim kreditom, da jim pač bančni uslužbenec ni omenil možnosti konverzije, ali pa da je rekel, da ta možnost ni idealna, zato ker se bo tečaj spet pospravil, se pravi, da so temporarna nihanja, se pravi, da so spet dobili informacijo, da pač tukaj ni ene potrebe za ukrepati, ne. Zdaj, te očitki so zelo težki, ne? In so zelo resne obtožbe, in če se pač pokaže, da so dokazljivi, ne? Bo to tudi imelo resne posledice. Kaj pa lahko potem potrošnika, ne vem, je to zdaj recimo potem podlaga za tožbo, ali kaj lahko pravzaprav potrošnik iz tega naredi? Ja, pogledajte, dejansko pač, če zdaj gledamo osamljen primer, ne, če se kaj takega zgodi, je dejansko to lahko podlaga za tožbo, ne. Tožba je v vsakem primeru najslabša rešitev, pač tako za potrošnika kot za banko je dolgotrajna, je draga, ima nesiguren izid, ne. Se pravi, pač vedno imata pač pogodbeni stranki, morata imeti motiv, da najdeta tukaj eno srednjo pot, preden se odločimo za tožbo, ampak za kar tukaj gre, ne, kar tukaj vedno poudarjamo, je, da je število potrošnikov, ki so mogoče oškodovani bili na ta način, zelo veliko. Vi ste rekla, mogoče 10.000 kreditojemalcev, se pravi, da je tukaj za množičen primer. Pri množičnih primerih pa lahko že začnemo govoriti o sistemskih problemih in kako bi te probleme lahko potem rešili na višji ravni. Se pravi, ne zdaj kako bi pripomogli na višji ravni k reševanju teh problemov. Ja. No, so pa tudi banke omenjale zdaj, da so določene banke so govorile, da so svoje kreditojemalce v preteklem obdobju vabile na pogovore in jim ponujale konverzijo, pa se za to niso odločali, ker so bili še vendarle ti obroki cenejši, kot če bi prišli na evrsko posojilo. Tako da verjetno je tukaj resnica nekje vmes, ne? Ja, oziroma je različna od primera do primera. Banke seveda trdijo nasprotno. Jaz moram samo reči, pač o tem, kar poslušam strani bankirjev v zadnjih tednih, moram reči, da smo že malo utrujeni, poslušam tega, kako so potrošniki špekulanti, banke pa pač vestni, skrbni gospodarji, ki naredijo vse, da potrošnike obvestijo o tveganjih. Že preveč dolgo smo v tem poslu, da bi temu pač takrat na prvo žogo verjeli. Dobro se zavedamo, kako želja po dobičku pripelje do tega, kateri produkt bo banka ponudila potrošniku in tudi kako mu ga bo predstavila, ne? In da ravno iz tega konflikta interesov, se pravi, banka se prizadeva za dobiček, potrošnik pa misli pač, da ima nekako dolžnost mu čim bolje svetovati, potem nastajajo resni nesporazumi, oškodovanja. To se mi zdi pa splošen problem v našem bančnem pa finančnem sistemu. Torej, verjetno lahko skleneva, da bo končno reševanje teh kreditov šlo verjetno odvisno od primera do primera, od tega, kako so se določene banke obnašale in v kakšnem položaju so posamezni kreditojemalci. Tako je, pri čemer pa tukaj vidimo zelo pomembno vlogo države, ker gre za en širši problem, gre tudi za socialni problem, ker pač pričakovati je, da če ostane pri tej situaciji, da bo veliko potrošnikov tudi zašlo v resne težave pri odplačevanju. Se pravi, da bo država tukaj en katalizator hitrega iskanja rešitev in iskanja rešitev, ki bodo odražale nastalo stanje. Se pravi, da v primerih, ko banka ni pač izpolnila svojih dolžnosti, da se bo tudi tukaj upoštevala pri pogojih konverzije kredita recimo v evre ali pri kakršnemkoli drugem ukrepu. To tukaj je zelo pomembno vedeti, ne? No, mogoče lahko, če lahko samo še nekaj dodam, da zdaj govorimo skozi ta način, kako so banke pač slabo ravnale, kako niso pravilno obveščale potrošnikov. Mogoče bi tukaj samo še poudaril, da pač niso vse banke čisto enake, ne? Niso vse banke v Sloveniji sploh ponujale stanovanjskih kreditov v švicarskih frankih za potrošnike, ne? Če jih vprašate, zakaj, boste v redu dobili razlage, recimo pač, da so se jim zdeli te krediti neprimerni za potrošnikov, oziroma se banke same niso hotele izpostaviti tveganju prodaje tako neustreznega produkta. Se pravi, mogoče treba na to gledati tudi iz te strani, ne? Da poskušamo tukaj vzpostaviti tudi en finančni sistem, en nadzor nad finančnim sistemom, ki bo nadzoroval odgovorno ravnanje bank. Kakor je situacija trenutna, da so pač banke očitno imele kar velik dobiček z dajanjem teh kreditov, je v bistvu izsledek, ki ga imamo iz tega, da se takšno ravnanje splača, ne? Pač tukaj, kar se na širši ravni prizadevamo tukaj pri Zvezi potrošnikov, da bi ustvarjali pogoje, ki bodo spodbujali podjetja pa banke na trgu,
da se odgovorno obnašajo, da tekmujejo v kakovosti in v ceni, ne pa v tem, kdo bo zdaj na takšen način na škodo potrošnikov čim več zaslužil. Tega si vsi želimo. Gospod Kriz Pernelli, hvala lepa za pogovor. Hvala vam.